Res je, ali se zavedamo, kje se trenutno nahajamo. Večina se sigurno ne zaveda in to mislim, da je generalno dosti dobro, ker hujši časi šele prihajajo z hladnejšimi dnevi in takrat bo več kot dovolj časa, da se bodo nekateri sekirali. Ne. In to, kar mislim zdaj povedati, je to ni strašenje, ampak to je pač, kaj se je do danes dogajalo in kaj bo. Velikokrat že slišim vse ne od tega, samo stvari so dosti zanimive in zato sem jih danes uvrstil v ta del. Od ustanovitve ameriške centralne banke Federal Reserve pred več kot stoletjem je centralna banka namenoma sprožila vsak večji zlom finančnega trga iz političnih motivov. Situacija danes ni drugačna. Saj je očitno, da ameriški Fed deluje s svojim orožjem obrestnih mer, da bi zrušil največji špekulativni finančni balon v človeški zgodovini. Balon, ki ga je ustvaril sam. Globalni zlomi se vedno začenjajo na obrobju, na primer z avstrijskim Kreditanstalt iz leta 1931 ali neuspehom Lehman Bros septembra 2008. Odločitev Feda 15. junija, da uvede največje zvišanje enotne obrestne mere v skoraj 30 letih, saj so finančni trgi že v zlomu. Zdaj zagotavlja svetovno depresijo in še hujše. Obseg balona, poceni krediti, ki so ga Fed, ECB in banka od Japonske oblikovali za odkupom obveznic in ohranjanjem skoraj nič ali celo negativnimi obrestnimi merami brez primere. Zadnjih 14 let je onstran naše domišljije. Finančni mediji to pokrivajo z dnevnimi neumnimi poročanji, medtem ko se svetovno gospodarstvo pripravlja za ne tako imenovano stagflacijo ali recesijo. To, kar prihaja zdaj v prihodnjih mesecih, razen dramatičnega preobrata politike, je najhujša gospodarska depresija v zgodovini doslej. Hvala globalizaciji in Davosu. Politični pritiski v ozadju globalizacije in ustanovitve Svetovne trgovinske organizacije iz trgovinskih pravil Bretton Woods GATT z Marakeškim sporazumom iz leta 1994 so zagotovili, da se je napredna industrijska proizvodnja Zahoda, zlasti ZDA, lahko izognila offshore za ustvarjanje proizvodnje v državah z ekstremno nizkimi plačami. Nobena država ni ponudila več koristi v poznih 90 letih prejšnjega stoletja kot Kitajska. Kitajska se je WHO pridružila šele leta 2001 in od takrat naprej so bili tokovi kapitala v kitajsko proizvodnjo z Zahoda osupljivi. Tako je bilo tudi kopičenje dolga v kitajskem dolarju. Zdaj je ta globalna svetovna finančna struktura, ki temelji na rekordnem dolgu, začenjala razpadati. Ko je Washington namerno dovolil finančni zlom Lehman Bros septembra 2008, se je kitajsko vodstvo odzvalo z paniko in lokalnim vladam naročilo posojila brez primere za izgradnjo infrastrukture. Nekaj od tega je bila deloma koristno,
naprimer omrežje hitrih železnic. Nekaj od tega je bilo očitno potratno, kot je gradnja praznih mest duhov. Za preostali svet je bilo povpraševanje Kitajske po gradbenem jeklu, premogu, nafti, bakru in podobno brez primere dobrodošlo, saj se je strah pred svetovno depresijo umiril. Toda dejanja ameriške centralne banke, FED in ECB po letu 2008 ter njunih vlad niso pripomogla k odpravi sistemske finančne zlorabe največjih svetovnih zasebnih bank na Wall Streetu in v Evropi ter v Hongkongu. Odločitev Nixona avgusta 1971, da ameriški dolar, svetovno rezervno valuto, loči od zlata, je odprla vrata svetovnim denarnim tokovom. Vedno bolj permisivni zakoni, ki so podpirali nenadzorovane finančne špekulacije v ZDA in tujini, so bili vsiljeni na vsakem koraku. Od Clintonove razveljavitve glas stegala po naročilu Wall Streeta novembra 1999. To je omogočilo ustvarjanje tako velikih megabank, da jih je vlada razglasila za prevelike, da bi propadle. To je bila potegavščina, a prebivalstvo je temu verjelo in jih rešilo za več 100 milijardami davkoplačevalskega denarja. No, pri nas je bilo podobno, reševali smo ta velike banke, za ljudi nikoli ni denarja, za nekaj, ki v oblaku obstaja, so pa vedno milijarde na razpolago. Ker vemo, kdo bo od tega koristi. Od krize leta 2008 so FED in druge velike svetovne centralne banke ustvarile kredite brez primere, tako imenovani helikopterski denar za reševanje večjih finančnih institucij. Zdravje realnega gospodarstva ni bilo cilj. V primeru FED, Bank of Japan, ECB in Bank of England je bilo v bančni sistem skupaj vbrizganih 25 bilijonov dolarjev z nakupom obveznic s kvantitativnim lajšanjem in nepredvidljivih sredstev, kot so hipotekarno zavarovani vrednostni papirji v preteklih 14 letih. Največje banke z Wall Streeta, kot so JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citigroup in v Londonu HSBC in Barclays, so svojim večjim podjetjem posodile milijarde. Posojilojemalci so na to uporabili likvidnost ne za vlaganje v novo proizvodnjo ali rudarsko tehnologijo, temveč za napihovanje vrednosti delnic svojih podjetij. Tako imenovani odkupi delnic, imenovani maksimiranje vrednosti delničarjev. BlackRock, Fidelity, banke in drugi vlagatelji so imeli radi brezplačno vožnjo. Od začetka popuščanja FED leta 2008 do junija 2020 je bilo v takšne odkupe delnic vloženih približno 5 bilijonov dolarjev, kar je ustvarilo največji dvig borznega trga v zgodovini. Vse se je v procesu financiralo. Korporacije so v obdobju 2010 do 2019 izplačale 3,8 bilijona dolarjev dividend. Podjetja, kot je Tesla, ki nikoli niso imeli dobička, so postala vrednejša od Forda in GM skupaj. Meni je pri tem najbolj všeč recimo Toyota, ki je za mene je to pač najboljša znamka. In
proizvedejo 15krat do 20krat več avtomobilov, niso vredni 30% tega, kar Tesla. To se pravi, vidimo, kako je vse natek. In kdo je sploh Tesla, kdo od zadaj stoji in kdo ga je napihnil. Ja. Kriptovalute, kot je Bitcoin, so do konca leta 2021 dosegle vrednost tržne kapitalizacije nad $1 bilijon. Z denarjem FED, ki se prosto pretaka, so banke in investicijski skladi vlagali v visoko tvegana področja z visokim dobičkom, kot so neželene obveznice ali dolgovi na nastajajočih trgih na mestih, kot so Turčija, Indonezija ali da tudi Kitajska. Obdobje kvantitativnega popuščanja in ničelnih obrestnih mer FED po letu 2008 je privedlo do absurdnega povečanja dolga ameriške vlade. Od januarja 2020 so FED, Bank of England, Evropska centralna banka in Japonska centralna banka v svetovni bančni sistem vbrizgale skupno $9 bilijonov posojil z skoraj ničelno obrestno mero. Od spremembe politike FED septembra 2019 je Washingtonu omogočila povečanje javnega dolga za vstopljivih $10 bilijonov v manj kot 3 letih. Nato je FED spet prikrito rešil Wall Street z nakupom $120 milijard mesečno ameriških zakladnih obveznic in hipotekarnih vrednostnih papirjev, ki je ustvaril ogromen mehurček obveznic. Nepremišljena Bidenova uprava je začela deliti bilijone tako imenovanega spodbudnega denarja za boj proti nepotrebnim zaporam gospodarstva. Zvezni dolg ZDA je narasel iz obvladljivih 35% bruto domačega proizvoda leta 80 na več kot 129 danes. To je omogočilo le kvantitativno olajšanje FED. Odkup bilijonov ameriškega vladnega in hipotekarnega dolga ter skoraj ničelne obrestne mere. Zdaj je FED začel sproščati in umikati likvidnost iz gospodarstva z zaostrovanjem ter zviševanjem obrestnih mer. To je seveda namerno. Ne gre za spodrsljaj FED, ki napačno ocenjuje inflacijo. Na žalost, FED in drugi centralni bankirji lažejo. Zvišanje obrestnih mer ni za zdravljenje inflacije. Izsiliti je treba globalno ponastavitev nadzora nad svetovnim premoženjem, njegovim bogastvom, bodisi nepremičninami, kmetijskimi zemljišči, proizvodnjo surovin, industrijo, ja in tudi celo vodo. FED se zelo dobro zaveda, da se je inflacija šele začela širiti po svetovnem gospodarstvu. Edinstveno je to, da zdaj mandati zelene energije po industrijskem svetu prvič poganjajo to inflacijsko krizo, kar je Washington, Bruselj ali Berlin namerno ignorirajo. Svetovno pomanjkanje gnojil, naraščajoče cene zemeljskega plina in izgube oskrbe z žitom zaradi globalnega ugreza ali eksplodirajočih stroškov gnojil in goriva ali vojne v Ukrajini zagotavljajo, da bomo najpozneje v času žetve septembra in oktobra doživeli globalno dodatno eksplozijo cen hrane in energije. Vse to pomanjkanje je posledica premišljene politike.
Poleg tega je gotovo velika slabša inflacija zaradi patološkega vztrajanja vodilnih svetovnih industrijskih gospodarstev, ki jih vodi agenda proti ogljikovodikom Bidenove administracije. Za to agendo je značilna osupljiva neumnost ameriškega ministra za energetiko, ki pravi, da namesto tega kupite e-avto kot odgovor na povišanje cen bencina. No, pa bi tukaj dodal nek stavek, čist moj. Gledal sem test električnega avtomobila, ki so se vozili po Evropi. Če ti kupaš e-avto, je cena še relativno draga, dražja kot benzina. Dizel je lahko že itak črtamo, ker jo bojo uničili s ceno dizla. Bencinarja kupaš, več plačaš, imaš čez 10 let probleme z baterijami, lahko že prej, ali pa čez 15 let, sigurno je avto za odpis. Filat ga moraš nekje, če ga filaš doma, si moraš spet plačati polnilno postajo, jurja, 2, ne vem, siguran je toliko, če ga na navadno vtičnico se čez noč nafila, mogoče ne, za 50, za 100 km se ne nafila, po moje. In če ga ti odzunaj filaš, na hitrih polnilnicah, je cena polnjenja tudi 70 in več centov za 1 kW. In če gledamo, pustimo, kaj oni pišejo, koliko porabijo. Jaz vem, da realno porabo okrog 20 kW na 100 km. To se pravi, to 14-15 evrov za 100 km. Pa jaz se mnogo ceneje vozim s mojim hibridom. Pocnej, ne vem, kje je te neka logika. Poleg tega nam silijo te blesove e-avtomobile, ki so neuporabni, zraven govorijo, ogrevati na avte smel več tok, klime ugašati. Pa kaj zdaj? A je avto, pa gre pa na zrak ali na pa gre. V Nemčiji imajo zdaj plan še ta zadnje 2 ali 4 jedrske ugasniti. Kaj se v Franciji dogaja, to je neverjeten, mislim, to so prasci, ne moram drugače reči. Kar naenkrat se je na polovico reaktorjev jedrskih pojavila neka skrivnostna korozija in so jo kar ustavili. Mislim, čudežno, pa to je neverjetno. In to ravno v teh časih. Ne 2 let nazaj, ne čez 5 let, ampak danes se je ta korozija pojavila. Spet neki super natek. Tako da, po moje bo zima super zanimiva in napeta. Podobno se je Evropska unija odločila, da bo postopno opustila rusko nafto in plin brez izvedljivega nadomestka, saj se njeno vodilno gospodarstvo, Nemčija, no, še te prekinem nekaj, Nemčija je v zadnjih 30 letih v povprečju vsako leto imela, pustimo plus minus, 200 milijard dobička gospodarstvo. 200 milijard. Rusija okrog 150 milijard, tako v povprečju, ona pač z nafto, s plini in s temi dobrinami, ki jih ima zastonj v bistvu podzemno spravljene. Nemčija pa z znanjem ljudi, ne. In kaj se je zdaj zgodilo? Nemčija ima letos v prvem polletju prvič 1 milijardo minusa. To je šok. Kaj se bo Nemcem dogajalo? Mislim, ne, jaz ne bi rad živel naslednje mesece v Nemčiji. Rusija bo letos imela, ki jo tako Zahod bremza, Rusija bo čudežno imela od 500 do 700 milijard dobička. Čudežno! Dajte ga jih še zjebati, da jo imeli ta už 500 dobička. Podobno se je Evropska unija odločila, ok, to sem že prebral. Nemčija zavzema za zaprtje svojega zadnjega jedrskega reaktorja in zapiranje več elektrarn na premog. Nemčija in druga gospodarstva EU bodo zaradi tega to zimo doživela izpad električne energije. Cene zemeljskega plina pa bodo še naprej naraščale. V drugem tednu junija so se samo v Nemčiji cene plina zvišale še za dodatnih 60%. Nemška vlada, ki jo nadzorujejo zeleni,
še naprej spodbuja nezanesljive in drage vetrne in sončne energije na račun veliko cenejših in zanesljivih ogljikovodikov, kar zagotavlja energijsko inflacijo brez primere. Za 0,75% dvigom obrestne mere FED, ki je največja v skoraj 30 letih, in obljubo še višje, je ameriška centralna banka zdaj zagotovila propad ne le ameriškega dolžniškega balona, ampak tudi velikega dela svetovnega dolga po letu 2008 v višini 303 bilijone dolarjev. Naraščajoče obrestne mere po skoraj 15 letih pomenijo propad vrednosti obveznic. Obveznice in ne delnice so srce svetovnega finančnega sistema. A se razumemo? Nekaj ni. Država se spomni, mi rabimo denar, Slovenija 5 milijard obveznice, cak, imamo obveznice. Mislim pa, kjeri, to je noro in človek ne more razumeti sploh. Tebe zajebavajo za 5 centov, te bojo stlačali nekam. Ameriške korporacije so prevzele rekordne dolgove v letih ultranizkih stopenj. Približno 70% tega dolga je ocenjeno tik nad statusom neželene vrednosti. Ta nefinančni dolg podjetij je leta 2006 znašal 9 bilijonov dolarjev. Danes presega 18 bilijonov dolarjev. Zdaj veliko teh obrobnih podjetij ne bo moglo preložiti starega dolga z novim. V prihodnjih mesecih pa bodo sledili stečaji. Primer, kozmetični velikan Revlon je pravkar razglasil bankrot. Zelo špekulativen, nereguliran trg kriptovalut, ki ga vodi Bitcoin, propada, ker so vlagatelji zavedajo, da tu ni pomoči. Lani novembra je bil svet kriptovalut ocenjen na 3 bilijone dolarjev. Danes je to že manj kot polovica. V teku pa je še več propadov. Še pred zadnjim dvigom obrestne mere FED je vrednost delnic ameriških megabank izgubila približno 300 milijard dolarjev. Zdaj, ko je na borzi zagotovljena nadaljnja panična prodaja, ko se svetovni gospodarski zlom povečuje, so te banke vnaprej programirane za novo hudo bančno krizo v prihodnjih mesecih. Kot je nedavno opozoril ameriški ekonomist Doug Nolan, danes obstaja ogromna periferija, polna subprime neželjenih obveznic. Posojil za finančnim vzvodom, kupi zdaj, plačaj pozneje, primer, avtomobili, kreditne kartice, stanovanja in franšizna posojila, zasebni krediti, kriptokrediti in še. V tem dolgem ciklu se je razvila ogromna infrastruktura, ki je spodbudila porabo na desetine milijonov, hkrati pa financirala na tisoče negospodarskih podjetij. Obrobje je postalo sistemsko kot še nikoli in stvari so začele razpadati. Zvezna vlada bo zdaj ugotovila, da so stroški obresti za prenašanje rekordnih 30 bilijonov dolarjev zveznega dolga veliko dražji. Za razliko od velike depresije iz 30 let prejšnjega stoletja, ko je bil zvezni dolg skoraj nič, je danes vlada, še posebej po Bidenovih proračunskih ukrepih na meji, ZDA postajajo gospodarstvo tretjega sveta. Če FED ne bo več kupoval bilijonov ameriškega dolga, kdo ga bo? Kitajska, Japonska? Verjetno ne. Tudi oni imajo veliko problemov.
Ker je FED zdaj uvedel kvantitativno zaostritev, mesečno umaknil na desetine milijard obveznic in drugega premoženja ter zvišal ključne obrestne mere, so se finančni trgi začeli razdolževati. Verjetno bo nenavadno, saj si ključni igralci, kot sta BlackRock in Fidelity, prizadevajo nadzorovati zlom za svoje namene. Toda smer je jasna. Do konca lanskega leta so si vlagatelji za nakup delnic izposodili skoraj $1 bilijon maržnega dolga. To je bilo na rastočem trgu. Zdaj velja nasprotno in posojilojemalci kritja so prisiljeni dati več zavarovanja ali prodati svoje delnice, da bi se izognili neplačilu. To hrani prihajajoči zlom. Z propadom tako delnic kot obveznic v prihodnjih mesecih gredo zasebni pokojninski prihranki več 10 milijonov Američanov v programe propada. Avtomobilska posojila s kreditnimi karticami in drugi potrošniški dolg v ZDA so v zadnjem desetletju narasli na rekordnih $4,3 bilijona konec leta 2021. Zdaj bodo obrestne mere za ta dolg, zlasti kreditne kartice, poskočile za že tako visokih 16% še naprej. Neplačila teh kreditnih posojil bodo narasla v nebo. Zunaj ZDA bomo zdaj videli, ker so švicarska nacionalna banka, Banka Anglije in celo ECB prisiljeni slediti zvišanju obrestnih mer FED-a. Je globalna snežna kepa neplačil, bankrotov med hitro inflacijo, ki je obrestne mere centralne banke nimajo moči nadzorovati. Približno 27% svetovnega nefinančnega dolga podjetij imajo kitajska podjetja, ocenjeno na $23 bilijonov. Še $32 bilijonov dolga podjetij imajo podjetja v ZDA in Evropi. Zdaj je Kitajska sredi najhujše gospodarske krize po 30 letih in le malo znakov je okrevanja. Ker so ZDA največja kitajska stranka, zahajajo v gospodarsko depresijo, se lahko kitajska kriza le še poslabša. To ne bo dobro za celo svetovno gospodarstvo. Italija z državnim dolgom v višini $3,2 bilijona ima dolg v primerjavi z BDP 150%. Le negativne obrestne mere ECB so preprečile, da bi ta eksplodirala v nov bančni krizi. Zdaj je ta eksplozija vnaprej programirana kljub pomirjajočim besedam ljudi iz ECB. Japonska, ne bi si človek mislil, z 260% stopnjo dolga je najslabša od vseh industrijskih držav in je v pasti ničelnih obrestnih mer z več kot $7,5 bilijona javnega dolga. In zdaj resno pada in destabilizira vso Azijo. Srce svetovnega finančnega sistema v nasprotju s splošnim prepričanjem niso borze. Gre za trge obveznic, državne, podjetniške in agencijske obveznice. Ta trg obveznic izgublja vrednost, saj se je inflacija dvignila, obrestne mere pa so se od leta 2021 dvignile v ZDA in EU. V svetovnem merilu to obsega približno $250 bilijonov vrednosti sredstev, vsota, ki za vsakim dvigom obresti FED
izgubi večjo vrednost. Zadnjič smo imeli tako velik obrat v vrednosti obveznic pred 40 leti v dobi Paula Volckerja z 20% obrestnimi merami, da bi izsilili inflacijo. Ko cene obveznic padajo, pada vrednost bančnega kapitala. Takšni izgubi vrednosti so najbolj izpostavljene večje francoske banke skupaj z Deutsche Bank v EU ter največje japonske banke. Ameriške banke, kot je JP Morgan Chase, naj bi bile le nekoliko manj izpostavljene velikemu padcu obveznic. Velik del njihovega tveganja je skritega v zunajbilančnih izvedenih finančnih instrumentih in podobno. Vendar pa za razliko od leta 2008, danes centralne banke ne morejo ponoviti še enega desetletja ničelnih obrestnih mer. Tokrat, kot je pred 3 leti opazil nekdanji vodja Bank of England Mark Carney, bo kriza uporabljena, da bi svet prisilili, da sprejme novo digitalno valuto centralne banke. Svet, kjer bo ves denar centralno izdan in nadzorovan. To je tudi tisto, kar ljudje iz Davosa mislijo s svojo veliko ponastavitvijo. Ne bo dobro. Globalno načrtovani finančni cunami se je pravkar začel. V bistvu smo bolj na začetku, pa so rezultati že zaskrbljujoči. Na zunaj se to sicer niti ne opazi. Kolone vozil proti morju so nepregledne. Mogoče pa ustavim kakšnega Nemca in ga vprašam, ali se gre nabrati na morje toploto za prihajajočo zimo, kjer se bo dogajalo več, kot si lahko mislimo. Za konec pa še misel. Prvi veliki reset se je zgodil preveč kot 100 leti s Prvo svetovno vojno. Drugi reset je sledil že po 20 letih, zakuhal ga je Hitler s pomočjo vemo koga. In sedaj smo pri našem sedanjem resetu, pa nisem siguren, ali bo to minilo samo s korono, finančnim zlomom, CO2 agendo in vojno v Ukrajini. Indici kažejo tudi na drugačne poti. In res, na koncu še hipotetično vprašanje. Si upamo vsi dvigniti roko, da bomo po zaključku le tega odbili njihovo velikodušno ponudbo ob temeljnem dohodku, ki nam bo pripadal, če 3 pikice, to pa sami veste kaj. 100-krat povedan, 1000-krat že slišano. To je to. Tako samo od začetka povem, ne želim nikogar strašiti, samo to je ena taka generalna, da se ve, kaj se na svetu dogaja, kako so stvari postavljene in kam resnično nas peljejo, če se ne bo drugače zgodilo.